A saj ne more verjeti, poglej si to. Pa dobro, kaj je s tabo narobe? Cele dneve si samo na tem telefonu, človek božje, možganske celice ti bodo odmrle. Ja, sigurno, baka. Sem slišala, da ti je profesorica vzela telefon, mati pa je kar šla v šolo po njega. Če bi bilo to v mojih časih, bi me oče pretepel in tudi v šolo me ne bi pustil. Boj, to je bilo včasih, danes pa je danes. Nekoč je bilo veliko boljše, otroci so se naučili imeti boljše odnose z ljudmi. Baka, danes je vse tako kul. V šoli sploh več ne rabiš pisati, samo sliko si, pa že imaš. Če spoznaš kako bebo, pa hočeš šmekati, samo napišeš na telefon. Poleg tega pa se niti ne rabiš truditi z lepimi besedami, samo kakega emodžija ji pošleš. V starih časih ste imeli to res težko, danes pa je vse tako lahko. Da bi ti vedela, kako je danes, pridi z mano, da bom popeljal v moj svet. To je pravo za takšne umetniške dušice, kot sem jaz. Ne bom pozabila tega, ko sem prvič prišla na Ptuj. Živela sem na podeželju, moje edino prevozno sredstvo je bilo kolo, pa še to zato, ker smo bili bolj premožna družina. To je bilo takšno doživetje, ko sem se pripeljala na Ptuj. Mesto, mestni gospodje, vse je novo. Ko sem hodila in se gledovala mesto, sem videla, da so na tržnici nekaj prodavali. Bila je pijača Gaherje. Nisem videla, kaj je to, zato sem poskusila. Moje prvo srečanje za tako rekoč današnjo kokto. Pridi, baka, da ti še nekaj pokažem. Tukaj pa se je zgodila večina mojih zmenkov. Ne vem zakaj, ampak punce to tako navdušuje. No veš, z Moniko sva si nazadnje ogledala tale film. Moj vnukec, da ti povem jaz moje spomine na ta kino. Daj, greva domov, jaz sem že tako utrujen. Srečanje s preteklostjo in prihodnostjo je bilo zares.